Levica se praktično že od ustanovitve prizadeva za priznanje Palestine. Kakšen je občutek danes? Morda tudi, kaj bo to pomenilo, glede na to, smo med prvimi za ugled Slovenije na političnem prostoru. Ja, jaz sem izjemno vesela in ponosna, da smo del vlade, ki je začela postopke glede priznanja Palestine. V Levici si več kot 10 let prizadevamo za to in ta korak danes mislim, da pomeni zgodovinski korak, kar bo tudi pokazala zgodovina in pogled nazaj. Upam seveda, da bo to tudi še en korak temu, da se vojna in genocid v Gazi končata in mislim, da je prav in da smo v vladi sprejeli to pogumno odločitev, se postavili na stran ljudi, na stran miru in seveda tudi na svetovni politiki bomo pokazali spremembe. Hvala lepa. Hvala. Kratko. Hvala. Glejte, toliko let ste bili diplomat, danes Slovenija prihaja v novo obdobje s začetkom postopka priznavanja Palestine. Kaj to pomeni za Slovenijo tudi na mednarodnem političnem okolju? Slovenija je na ta način pokazala svojo odločnost in sposobnost misliti z lastno glavo. Sloveniji te odločitve ni predpisal nihče. Slovenija se to odločila iz svoje pobude, upoštevaje in verjamem tudi na podlagi volje ljudi na Slovenskem. Seveda bo potreben postopek, ki bo to potrdil, ampak jaz ne dvomim, da bo ta postopek pokazal, da ta volja obstaja, da je močna in da imamo naposled tudi državo, ki je pripravljena to voljo izraziti tudi na mednarodni sceni. Najlepša hvala. Zdaj dam še naprej. Lahko zraven? Ste proti kaj? Sam še Aha. Tokrat ne čakamo mene. Ja, torej Slovenija bo priznala Palestino, napovedano je nekako po evropskih volitvah 13. junija, da bi predlog šel v državni zbor. Kakšen je vaš odziv na tole odločitev? Jaz sem že večkrat javno povedala, da podpiram priznanje Palestine, v svojih govorih to poudarjam vedno znova. Zdi se mi namreč pomembno, da do tega priznanja pride. Na ta način bi tudi Slovenija dala vedeti, da to, kar se trenutno dogaja v Gazi, ni prav. V Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov zastopamo jasna stališča spoštovanja humanitarnega prava. Slovenija kot država pa dela tudi na rešitvi dveh držav. To kot predsednica republike podpiram. Potem pa tudi še komentar na današnji dan, dan Ljubljane, dan zmage, dan Evrope, pestro je protokolarno. Kako bi združili vse tole, smo tik pred evropskimi volitvami, eno so sporočila preteklosti, drugo pozivi prihodnosti. Kakšno je vaše sporočilo ob tem prazniku? Veste, včeraj sem imela eno čudovito razpravo z mladimi v hiši Evropske unije v Ljubljani in eden od študentov me je vprašal, kakšno identiteto naj imamo, ali nacionalno ali evropsko. In sem rekla, zagotovo najprej slovensko. Evropa je pa tisti dežnik, ki mora poskrbeti za to, da bodo vse identitete znotraj Evropske unije spoštovane. To je temelj Evrope, zato v Evropo verjamem in bi bila res zelo, zelo vesela, če bi letos na volitve odšlo mnogo več Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov, da popravimo ta žalostni rekord izpred 4 let, ko je na volišča odšlo zgolj nekaj manj kot 29% Slovenk in Slovencev. Evropa je vendarle naša širša družina, Evropa nam daje neko določeno varnost. Prav je, da damo svoj glas, da smo malo v srcu seveda tudi Evropejci. Lahko še morda na Palestino je trenutno, kdaj priznati, trenutno poteka vojna, kakšne so meje, se pravi, kaj priznati, je odprtih še kar nekaj vprašanj? Seveda je odprtih precej vprašanj. V konceptu dveh držav se pogovarjamo o mejah iz leta 1967. Vsi se moramo zavedati, da ko bodo ta pogajanja na mizi, to pomeni preselitev 800.000 nelegalno priseljenih Judov na zasedena ozemlja. Priznanje Palestine, seveda slovensko priznanje, se ne bo dotikalo meja, ker je to trd političen oreh. Vendarle pa se mi zdi, da je to edini pravi korak. Če mene vprašate, bi Slovenija to lahko storila že prej. Najlepša hvala. Prosim. Hvala.
A vas lahko za trenutek ustavim, samo eno vprašanje? Se me že ustavili. Sem vas že ustavil. Ja. Glejte, danes smo prišli do nekega morda prestopnega trenutka v slovenski zgodovini. Začenjamo postopek priznanja Palestine, ki si prizadeva za priznanje v bistvu že celo dlje, kot je Slovenija sprožila postopke. Ne? Smo na pravi poti, je to korak tudi k pomiritvi zadev na Bližnjem vzhodu? Ne vem, če smo danes stopili na to pot. Jaz mislim, da je skoraj bi rekel prepozno za to. Ne. In to bi mi morali storiti iz načelnih razlogov, ker to, ko smo mi zahtevali za sebe, pravico do samoodločbe, do priznanja, seveda nimamo nobenega razloga, da ne bi priznavali drugim, posebej ne takšnemu narodu, ki trpi. In boljše bi rekel prej kot nikoli, ampak to ne more biti tako, kot se dostikrat sliši, če ne bodo Izraelci ustavili nasilja v Gazi, potem jih bomo priznali. To ne more biti priznanje kot kazen za Izrael, ampak iz moralnih in načelnih razlogov, kot korak k uresničitvi politike dveh držav, ki bi mogoče, ne trdim, da bo, ampak mogoče lahko vendarle bila korak v sožitje dveh narodov. Kaj to pomeni za Slovenijo, tudi smo med prvimi, ki gremo na to pot? Ne, nismo nažalost med prvimi, bi pa morali biti med prvimi. Hvala lepa, srečno.